Dragi gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar. Predsednik Državnega zbora in socialnih demokratov Dejan Židan svojemu ministru za kulturo Dejanu Prešičku, ki se je znašel sredi ogromne afere z mobingom in posledično celo samomorom uslužbenca Ministrstva za kulturo, javno pravi, da je prašiček. Tisti prašiček, ki je naredil napako in mora dobiti po prstih. Poglejmo. Minister Dejan Prašiček, minister Dejan Prašiček, minister Dejan Prašiček, minister Dejan Prašiček. To je prašiček, prašiček, prašiček. Spomnimo, če še ne veste, Dejan Židan je bil pred vstopom v poklicno politiko nekaj časa tudi urednik revije Reja prašičev. Nezavedno, bi rekla Freud ali Roman Vodeb, je težka zadeva. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3 in kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. No, danes bo Faktor nekoliko drugačen. Intervjuvali bomo namreč nekdanjega diplomata, publicista, politika in zdaj tudi novega župana Moravč, gospoda ali tovariša enfant terrible Milana Balažica. Milan, lepo pozdravljam v oddaji Faktor. Lep pozdrav, naklona, dobro večer. Zdaj, ker se dolgo časa poznava, se je tudi tikala, upam, da gledalke pa gledalci ne bodo zamerili. Zdaj, na tem videu si bil veleposlanik Slovenije v Avstraliji, in Novi Zelandiji, če se ne motim. In Indoneziji. In Indoneziji, ja. To je kaj, približno koliko? 250 milijonov ljudi, ali kako? Samo v Indoneziji. Samo v Indoneziji, aha. A so bili to zvezdni trenutki tvoje kariere? Dosedanje? Bilo jih je več. Sam razumem kot zvezdni trenutek tudi recimo to, da smo uspeli staro partijo, Kučanovo partijo prepeljati do demokratičnih volitev, izvolitev v prvi demokratični parlament, osamosvojitev, ustanovitev diplomatske akademije in še bi lahko naštel, skratka, kar nekaj je bilo, ampak tudi v Avstraliji se mi zdi, da smo kar orali ledino in kot prvi veleposlanik Slovenije smo vzpostavili dobre politične gospodarske odnose, menjavo dvignili in tako naprej. Zdaj, ti si bil, če gre mal nazaj nekako v tvojo dosedanjo kariero, bil si politik, bil si diplomat, zdaj si tudi župan Moravč, ampak poglej, kot diplomat si končal kariero zaradi tiste afere z Nikolasom Omanom v Avstraliji, Potem mislim, ko si moral zapustiti ministrstvo za zunanje zadeve, so te tudi na nek način vrgli iz fakultete za družbene vede, Čeprav si bil odličen predavatelj, to je prej kolegica Ksenija tudi povedala, da si imel vedno neko polno dvorano, ampak povej mi, kaj si potem počel? To je bilo 3 leta nazaj, 4 leta nazaj, Kaj si počel vmes do te kandidature za župana? Zadnja 4 leta sem živel od trga, tako kot vsi ljudje, ki prodajajo svojo vednost, svoj know-how in predvsem sem pomagal tistim slovenskim podjetjem, ki so želela svoje proizvode prodajati na velikem avstralskem ali pa tihooceanskem trgu. Kaj, to si bil nek svetovalec, kaj strateški, poslovni? Tako, v tem smislu. In je šlo, si zaslužil? Večini podjetij je kar uspelo, nekaj se da pa tu zaslužiti, vsekakor. Ampak kaj, vleklo te v politiko, ali kako? No, kogar kača piči, politika, ta verjetno se težko znebi te stvari. Jaz sem vedno razumel politiko kot etično obrt, kjer skratka dela za dobro ljudi. Očitno sem pa bil nekoliko slabši pri tem tuljenju z volkovi, vedno sem bil individualist in tudi pri vseh teh zgodbah, ki so jih že prej omenila,
je bilo najbrž narobe to, da nisem bil član nobene stranke, ki bi stala za mano in me podprla, me zaščitila, ampak kot posameznik, ki bi potem vedno najbolj izpostavljen in tako potem tudi predmet drugih strankarskih kupčkanj in maščevanj. Samo čak praviš, da stranke, lej, če imam jaz prav spominu, ne, ti si bil član številnih političnih strank, ne? Jaz moram odkriti, da se ne spomnim vseh, ampak vem, da si bil veliko, ne? Ne tako velikega števila. Glede na to, da je to splošen trend v slovenski politiki, moram reči, da sem danes že med skromnejšimi. No, ampak recimo koliko, ja. Ja, recimo skupaj sva bila v partiji in je pomagala se stopiti z oblasti, vsaj nominalno, tako sva upala takrat. No, to je ena, ne, ja. To je ena. Ja. Če števa zraven ZSMS, se pravi mladinsko vodstvo v časih, ko smo demokratizirali Slovenijo, potem sem imel kakšno svojo strančico, bil sem član LDS-a in tudi izstopil v trenutku, ko sem videl, da je stranka povsem zavozila tranzicijo. Pozneje pa moram reči, da se nisem udejstvoval kot strankarski človek. Imel sem neko platformo za... Pri teh krščanskih socialistih tudi pa... To sem bil samo kot neke vrste pomoč. Nikoli nisem bil funkcionar v tistem klasičnem smislu besede. Letos pa sem imel, mislim, to je bilo lani, sem pa imel pravzaprav neko platformo novih socialdemokratov, s katero smo želeli malo pomešati karte, vendar potem ni bilo volje med temi manjšimi strankami, da imeli neko večjo koalicijo. Ja, nisi šel pa na volitve zaradi tega, ker ni bilo večje koalicije? Prepozno smo se ustanovili, to je bilo 2 meseca pred volitvami, tako da takrat je težko računati, da bi sami uspeli, da se prebiti v parlament. To se pravi, na koncu si nekako realno oceneval stvari, ne? Ja, poskušal sem, glede na to, da v naštevanju, kaj sem bil umanjka, tudi da sem bil 10 let profesor za politične vede, nekako tudi z tega stališča profesionalno nekako analiziram politiko in skušam glede na svojo sposobnost, vednost umestiti potem razmerje sil in tudi samega sebe v ta kontekst. 16 knjig si napisal, ne? Jaz nisem niti vedel, koliko knjig, to sem te vprašal, pa je to dajo, rekel si mi 16. Ne? Res je, res je. 2 tipa knjig sta to, en tip knjig je zgodovinski, kjer predvsem obravnavam prehod Slovenije iz komunizma v demokracijo, pa iz socializma v kapitalizem. Drug tip knjig je pa bolj strokovne politološke narave, kjer pa zelo veliko uporabljam tudi pomoč psihoanalize in pa v zadnjih letih sem se tudi veliko posvečal matematiki, matematični logiki, tako da nekako skušam drugače, z druge strani pristopati tudi po tem politiki, da ji vdihnemo dan nekega novega življenja ob tej pragmatični postanosti postpolitike, ki je tu samo zato, da se nič ne zgodi. Zadnja knjiga se mi zdi je bila o arbitražnem sporazumu, ne? Ja, zadnja knjiga je bila Diplomatska vojna. Diplomatska vojna, ja. Ampak s to knjigo si napovedoval, tako je kot politični konec Boruta Pahorja, ne, če se prav spomnim, pa tudi Karla Erjavca, ne, kot zunanjega ministra. Ampak zdaj oba dva sta še, ne, v politiki. No, mislim, da ljudje na koncu odločijo, koga bodo pač tolerirali na oblasti, kdo bodo v podporo. Mislim, da enemu od obeh gre že kar slabo. To je kdo, komu? Erjavc se mi zdi, da gre neko pot brez povratka, medtem ko pri Pahorju pa seveda gre za neko kombinacijo všečne površine in zdi se mi, da je to očitno, bom rekel, tip politika, ki pobere večino glasov v Sloveniji. Meni to sicer ni najbolj všeč, ampak se moram sprijazniti s to usodo. Zdaj ti večino politikov, ne, tudi tako rekoč osebno poznaš, so neke vrste tvoji sodobniki, ne? Ja, tako rekoč. Recimo, ja. Razen morda kakšnih najmlajših, pa še med temi bi se našel kakšen moj študent, tako na levici kot na desnici. In kakšna je recimo tvoja ocena sedanjih teh političnih likov, ki recimo vladajo ali pa so v opoziciji v Sloveniji? Ampak govorimo o tem državnem nivoju, ne? Ja, na državni ravni moram reči, da ne vidim kakšnega hudega prebojnega lika.
Zdi se mi, da kar se tiče recimo levice, gre tu za neko reciklažo, ki se obnavlja in ne ponuje nič novega. Čakaj, levice misliš, ne misliš Luko Mesca, ampak vse. Mislim vse stranke levo od sredine v tem klasičnem, pač klasični razdelitvi. In Luka Mesec je morda osvežitev, ker je prinesel neke klasične levičarskosti nazaj in vsaj ne skriva teh zadev, čeprav so utopične, svojih projektov, ki jih ima in znajo biti včasih tudi ogrožajoči za dobrobit Slovenije. Ostali so bolj ali manj oportunisti, tako da prodajajo veliko obljub. Recimo razlika v politiki med Avstralijo in Slovenijo je ta, da tam se politika vaga na to, koliko si prinesel lokalnemu okolju, koliko delovnih mest si naredil, koliko so nižji davki. Pri nas pa ljudje še vedno žal kupujejo obljube in potem po parih mesecih zavržejo tega, ki obljub ni izpolnil in najdejo novega guruja, ki znova polni ušesa z novimi obljubami. To se mi zdi, da je nezrelo obnašanje in kaže na nizko politično kulturo v slovenskem prostoru. Kako pa ti zdaj, ko si pač zgodovinski poznavalec politike, gledaš recimo na ta refleks anti-Janša, na katerega pač levica zdaj dobiva ene volitve za drugo? Ja, to je najnižji skupni imenovalec tako imenovane levice. Te levice, ki v bistvu povezuje predvsem tranzicijski kapital, se pravi kapital, ki danes vlada Sloveniji. Tako da toliko levičarskosti, zdi se mi, da je ta levica zelo vprašljive kakovosti. Res pa je, da kupuje glasove za neko socialno državo, ki nas zadolžuje in perspektivno se mi zdi, da takšen tip države Slovencem ne bo prinesel boljše prihodnosti, temveč samo nove dolgove in ta začaran krog, ki ga opisujemo s tem, da Slovenija v primerjavi z drugimi vzhodnoevropskimi državami nazaduje in kaže pravzaprav neko pot v južno Evropo. Zakaj po tvoje ljudje to kupijo vsake 4 leta? Ker so željni neke preproste rešiteljske geste, ki bo kar naenkrat v kratkem času odrešila vse tisto, kar se je nakopičilo z zgrešenim konceptom tranzicije, z zgrešenim razvojnim konceptom, s tem, da je ekonomija pravzaprav danes takšna v Sloveniji, da ne daje tistih rezultatov, ki bi jih lahko primerjalno lahko dajala, če bi imeli nek drugačen tip kapitalizma in tako naprej. Zdi se mi skratka z eno besedo, da ta slovenska vladajoča politika je v neki slepi ulici in ne najde rešitve, ljudje pa jih sledijo, ker upajo, da bo vendarle boljše. Pri tem pa je seveda učinek Janša najbolj dobrodošel, kajti tu se zberejo vsi, ki jim je ta politik pač zoprn ali antipatičen. In se pravim, dokler se slovenska politika ne bo osvobodila tega učinka, to pa žal najbolj bo prišlo z odhodom Janše iz politike in bo SDS zaživela kot neka normalna desnosredinska stranka, bo to še vedno igra, ki pravzaprav nas potaplja in ne vodi nikamor. Ja, zdaj pa Šarec je novo upanje, zdaj ta hip je strahotno popularen, kako pa gledaš na to? Vse poznamo vrstni red. Janković, Bratuškova, Cerar, Šarec, posod najprej nek veliki boom, balon se napolni, potem seveda so pričakovanja izdana, ker se jih je nemogoče izpolniti. Čeprav Šarec načeloma nič velikega ne obljublja, to bi rekel ravno obratno, Ja, to je še toliko bolje, ker je manj zavezan potem tem svojim obljubam in v tem smislu se mi zdi, da deluje bolj pametno, ker ga manj veže. Ampak vendarle lahko pričakujemo, če se ne bo lotil resnih in nujnih reform, ki jih Slovenija potrebuje, pa jih posne vsaj po Avstrijcih, po Nemcih, po nekom, ki so te zadeve dali skozi, potem bo to znova še enkrat 4 izgubljeni let. Ampak zdaj teh ambicij ne kaže zaenkrat, Zaenkrat ne kaže, vendar upam, da bo na neki točki ugotovil, da je to edina rešilna bilka zanj kot
politika za stranko, v nasprotnem bo to še en Janković, še ena Bratuškova, še en Cerar, čez nekaj let bo to 3% glasov in neka obrobna politična figura. Če se želi torej Šarec rešiti, mora zarezati in Slovenijo spremeniti tako, kot gredo te najbolj napredne države naprej. Pa imaš občutek, da je sposoben to narediti? Zaenkrat tega občutka ni dal, bi pa rad verjel, da bo vendarle dobil nek zagon za let, kajti brez tega se mi zdi, da je nesmiselno uradovati v predsedniški palači in pravzaprav zapraviti razvojne možnosti Slovenije, ki jih ima za nekaj mesecev ali let nenavadne slave. To se mi zdi prepoceni in če se želi Šarec vpisati v zgodovino, potem bo seveda se lotil tega, kar Slovenija potrebuje. Za leta 2022 naj bi prišlo ob volitvah, parlamentarnih volitvah, predsedniških volitvah do nekega kadrovskega, takšnega vrtiljaka. Par politikov bo moralo tako ali drugače oditi, recimo Pahor, Jabec naj bi se poslavljal. Verjameš v to, da se bodo zgodile kakšne spremembe na prihodnjih volitvah? Vsekakor verjamem v to, da bi generacijska sprememba, sveža kri v slovenski politiki prinesla marsikatero spremembo, tudi kakšen star zoc bi šel v zaton, neka nova politična kultura bi se lahko oblikovala. Je nekaj mlajših politikov, recimo kot je Matej Tonin, in še kakšen drug, se mi zdi, da so to ljudje, ki bi lahko prinesli Sloveniji drugačno perspektivo in boljše obete. Dobro, greva zdaj na prvi sklop glasov in potem se vrnemo nazaj k tej zadevam, o kateri se pogovarjava. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Pogovarjamo se z Milanom Balažicem, županom Moravč. Milan, prej si omenil Mateja Tonina kot nekega prihajajočega, mladega, novega politika. Ja, čeprav je on že relativno, že ima nekaj političnega staža, nekaj let kilometrine, ampak zakaj njega recimo ocenjuješ kot perspektivnega, čeprav mu zdaj tudi ni ne vem kakšnega preboja uspelo napraviti? No, jaz bi rekel, osebnostno se mi zdi politik prihodnosti. Osebnostno. Tako kot bi rekel človek, ki je dejansko mlad, pa vendarle zrel politik, ki zna dobro obrt, ki se reče politika in se mi zdi, da je tudi kulturno kompromisen in skratka človek, ki bi znal spraviti ljudi na skupni imenovalec. Res pa je, da ima pač težave njegova stranka, ki ima od bivše predsednice, Res je. Ljudmile Novak, iz Moravč. Golo na ključe je pač hotelo, da sva soseda in moram reči, se včasih dobijo pa kaj pogovoriva. Drugače pa se pa ta stranka mora preprosto najti način, kako bo postala večja, širša, kako bo ta plafon, ki ga doseže, prebila in verjetno je smer v neki večji ljudskosti pa krepitvi v tako v levo, tako v desno, se pravi na eni strani ljudskost, na drugi strani pa nek socialni, krščanski program, ki bi širil potem volilno bazo. Ti si zdaj župan v Moravčah, ki imaš koalicijo desnih strank, ne? Ja, drži. Slovenske ljudske stranke, Nove Slovenije pa SDS-a, ne? Tako je. Pa me zdaj zanima, imaš kakšen recept, na hitro za zmago desnice na volitvah parlamentarnih? Ja, absolutno. Imam recept, lahko ga tudi podrobno razložim, pa zdaj nimava časa. Ne, dva stavka, daj povej. Dva stavka pa zelo preprosto. Popoln angažma od hiše do hiše, medijsko, agresivno, hkrati pa družbena omrežja in pripraviti dober program, ki govori o neki drugačni Sloveniji, ki bo bolj razvita in v tem smislu tudi socialna seveda, pa hkrati konkurenčna. In v tem smislu se mi zdi, da se da narediti preboj. Je pa cel kup potem manjših, potem bom rekel, konceptov, ki jih moraš pripeljati noter in realizirati, da pride do takšnega rezultata. Milan, nekaj mi še povej, hotel sem te vedno že dlje časa nekaj vprašati, ker vem, da si insider v tej zgodbi.
Magajna, primer Magajna, ne? Ja. Ti si bil njegov v bistvu, kako bi rekel, politični sobojec, ne, pa prijatelj, karkoli, ne? Iz prvega parlamenta, ja. Ja, a je šlo takrat za politični obračun za Magajno ali ne? O tem ni nobenega dvoma. On mi je celo rekel, da si ga ti upozoril, kako da bo do tega prišlo. Jaz sem nekoliko prej izvedel, kaj sem mu pripravil, zato sem ga kot prijatelja opozoril, da ne bo pazljiv in žal se je točno se to zgodilo. Kdo pa stoji za tem političnim obračunom? Ja, v tem primeru je bila to SD, Socialni demokrati. Ja, stranka je stranka, so prišli posamezniki, kako? Bi šli lahko kar do Boruta Pahorja, kajti on je takrat imel načrt, da prevzame nacionalno televizijo in Magajna je bil takšna ovira, ali kako? Magajna je bil takšna ovira za preprostega razloga, ker se je potrebovalo število glasov, tako da bi potem za sabo še kakšen drug glas, ne, da je bil na njega vezan in potem bi prišlo takšnih političnih sprememb na nacionalni televiziji. In ti hočeš reči, da je Pahor dal ukaz za to črno operacijo, ali kako? Ja, tisti, ki mislijo, da se take zadeve dogajajo brez vednosti vrhov, je zelo naiven in sam sem se naučil, da vrhovi slovenske politike praviloma sprožajo takšne obračune, tudi ta moj avstralski bil podoben, od samega vrha, potem pa se opere roke in potem iz tistega, ki je žrtev, naredi žrtveno jagnje in se ga omaže z medijskim linčem. To je klasična metoda. Zdaj pač nekateri se ne damo in pri meni sem na koncu preko KPK dokazal, da je vse, kar sem govoril, bilo res in da sem dobil navodila strani vlade. In skratka, imam vsaj moralno zadoščenje, če ne drugega. Ja, ker takrat sem spremljal pač ta tvoj boj, ne, z Javcem, pa tudi s Pahorjem in tako dalje, ampak imel sem občutek, ne, Milan, ko sem bil takrat v tej skupini novinarjev, ki smo te pač takrat spremljali, da ti najbolj ne verjamejo novinarji, ne. Zdaj prav, da se je vse izkazalo tako, kot si ti rekel, da je bilo, ne. Ja, verjamem, zakaj pa misliš, da je to recimo bilo takrat neko nezaupanje novinarjev do tega, kar si ti pripovedoval? Novinarska srednja je takšna, da v današnjem pogonu, kjer je tudi kapital pomemben odločevalec v medijih, se ves čas zelo hitro menjajo. Novinarji so mladi, to je prekarna služba, ne akumulirajo izkušenj. Sprav to je model, narejen model, načrtno. Model je narejen, hkrati pa kapital natančno usmerja, kako se piše, tako da recimo tudi v zadnjem primeru, ki smo ga imeli v Moravčah, je točno se ve, naprej sem imel, kateri mediji, kateri časopisi bodo kako pisali in ničemer se nisem zmotil, tako da presenečen ni. Točno se ve, kdo za kom stoji in katere barve zagovarja, ali politično ali pa kapitalsko. Dobro, zdaj sam si prišel do Moravč, ne? Sva prišla v Moravče. Povej mi najprej, no, sicer, zakaj si se odločil kandidirati za župana? Ali je to bilo kaj iskanje službe, neki shod v sili? Ker nekaj takšnih primerov poznam, ne, ko so se pač odločili lani, da grejo na županske volitve od tega primera, ali je šlo za kaj tretjega? Ali te dejansko pač to, ne vem, veselilo, oziroma začelo veseliti? Odgovor je zelo preprost. Moja družina po mamini strani izvira z Moravške doline. Celo življenje sem hodil na obisk v Moravče, pred 15 leti sem se tudi za stalno preselil v Moravško dolino in zadnje nekaj let sem v pogovoru z lokalnimi politiki, pa tudi gospod Novakovo in še kom, ves čas dobival neke impulze, da bi morda se preizkusil. Najprej sem te impulze zavračal, pozneje, ko sem pa nekako bil bolj spoznan s problematiko Moravške doline in še posebej z ekološko katastrofo, ki preti, sem pa rekel, da kot domačin, kot prebivalec Moravške doline, kot občan Moravč ne morem stati ob strani in sem se potem skupaj z vsemi temi odločil, da kandidiram in izpostavim svoje ime. Zakaj nisi šel potem za svojo listo? Mislim, kako to, da kandidiraš brez svoje liste? Samo kot župan? Zelo preprosto, odločil sem se, da kandidiram za župansko pozicijo, niti nisem imel nikoli namena neko listo ali pa neko strančico oblikovati, kajti moj namen je bil... Lista Milana Balažica, kako lista Milana za Moravče, nekaj takega, ne? Lahko bi to obstalo, pa sem rekel, kot neodvisni kandidiram v popolnoma jasni, čisti poziciji proti obstoječemu županu. Izpostavil sem svoj program, ki je bil zelo drugačen od obstoječega župana. In sem rekel, da župan potem vsekakor bo lahko dobil tudi podporo strank. Jaz sem dobil zelo hitro podporo Nove Slovenije in Ljudske stranke, zelo v nekaj korakih v nadaljevanju pa tudi SDS-a, tako da smo v bistvu sestavili potem neko koalicijo, ki je dovolj močna. Ampak bitka, tvoja bitka na koncu je bila fantastična, epska skoraj, takrat dosta bila izenačena praktično do zadnjega glasu, ne?
z bivšim županom. Ja. Res je, bilo je Mislim, trdo. zgleda le, da zgubljaš na začetku, ne? Bilo je trdo, bilo je težko, dati sem moral vse od sebe, obiskati vsako hišo. Ne, ko govorim o tem zadnjem pač... V zadnjem obdobju pa seveda, zadnje ure so volitev, potekale zelo frenetično, treba priznati, da vsak glas je štel, več faktorjev se je moralo pač nekako poklopiti skupaj in so se poklopili. Zadnja ura je še pravzaprav najbolj razboljiva, ker je na ekranu nacionalne televizije število glasov zmrznilo in kazalo, da imamo nasprotnik prednost. Mi smo pa že vedeli, da smo zmagali in pravzaprav smo bili potem 1 uro v suspenzu, dokler ni tudi državna televizija pokazala prave rezultate in potem je bilo veselje veliko in Moravška dolina je slavila, kot da je vstopila v prvič v obdobje demokracije in svobode. Koliko si pa porabil za kampanjo? Zelo malo in vse, kar sem dal... To je javni podatek, no? Ja, to je javni podatek, sem ga tudi že prijavil iPesu, tako da bom rekel, vse sem investiral sam, od nikjer nisem dobil niti enega centa finančne pomoči. So mi pa seveda prijatelji pomagali pri tem, da sem natiskel kakšno tiskovino, ker pa pošta ni želela skratka mojega programa raznašati, ker naj bi bil bolj na neki točki žaljiv, brez potrebe, a ne, da smo potem tudi sami raznašali brez poštarjev po vseh hišah. Ampak si pa tam bil na meji, ne, kako bi rekel, kraje, ne, lika in dela Daneta Zajca, pesnika, ne, to so ti učitelji, njegovi sorodniki, ne. Na zadnji strani te zgibanke sem objavil samo znamenitosti Moravške doline in to ljudi in kraje. Grad Tuštanj me ne more podpirati, Limbarska gora me ne more podpirati, Jurij Vega me ne more podpirati, Škof Baraga me ne more podpirati, tako naprej. In sem razumel, da vsak pameten človek ve, da gre za slavo Moravške doline, ne pa za moje podpornike. Drugi so to pač tako nekako zlobno raztolmačili in iz tega naredili prvo afero, ki pa jim je škodila. Zdaj, prej si mi rekel, predno so se vklopile kamere, da je odlično biti župan, ne? Nekaj podobnega, oziroma da te prav veseli to, ne? Da je fantastično. Ne? Res me veseli, kajti v nasprotju z abstraktnostjo diplomacije ali pa državnega zbora, se pravi poslanskega položaja, župan lahko vsak dan na terenu preverja, kako se odzivajo službe in pa tudi občani na posamezne odločitve. Tako je na terenu jasno, ali je cesta splužena, ali je nek kanal skopan, ali je pločnik zgrajen. Skratka, stvari so preproste, konkretne in to pravzaprav daje človeku nek občutek, da se da narediti zadeve in da jih vidiš na terenu. Kdaj lahko pričakujemo zdaj prve anonimke v tebi, zloraba položaja ali podobne zgodbe? Bo kaj? Se s tem sploh ne obremenjujem, kajti delam transparentno, odprto, pošteno, hkrati imam nadzorni odbor, ki bdi nad mojim delovanjem, poslovanjem, tu so stranke. Dobro, to vsi župani govorijo, ne, Milan? Ja. Ampak zdaj padel si v to afero, ne? Če lahko temu tako rečem, strupeni odpadki. Ne? Po noči naj bi vozili s Kemisa v Moravče. Ne? Drži? V bistvu nisem padel v afero, ampak smo jo namenoma proizvedli. Kaj se pravzaprav dogaja, Milan? Tako. No? Ja. Naredili smo afero zato, ker smo vedeli, da najprej moramo dobiti medijsko pozornost. Brez medijske pozornosti se ta zadeva ni reševala vsa ta desetletja nazaj. Se je pa seveda nakopičilo v zadnjih 10 letih 1 do 1,5 milijona ton snovi, med katerimi so tudi takšne, ki so izjemno škodljive človekovemu zdravju. Mislim, zakaj so Moravče izbrane za to? Zelo preprosto, zato ker je tam podjetje, ki koplje kremenčev pesek in potem ostanejo za tem izkopom luknje, na kar se te luknje zasipavajo z odpadki in ti odpadki so zdaj seveda postajali, ker je to velik biznis, vse bolj nevarni, kajti ko se nečesa znebiš, si tudi pripravljen veliko plačati, da se tega znebiš. In to se je pravzaprav zgodilo tako, da je celotna Slovenija, pa še kar en del tega dela Evrope začel voziti takšne snovi v Moravško dolino. Ampak ali je to vse zakonito, ali je to na meji zakonitosti ali nezakonito?
Po papirjih je verjetno vse zakonito, treba pa vedeti, da nadzora pravega ni, da ko se nalaga na kamione, tudi v Kemisu, ne vemo, ni strokovnega nadzora, ali tisto, kar je na kamionu, ustreza papirju. Ko se pripelje na deponijo, ni strokovnega nadzora, kaj se zakoplje. Vemo pa predvsem preko izjav velikega števila prič, ki so vozile in zakopavale v tej deponiji, da je tam cel kup nevarnih odpadkov. Ravno danes sem govoril z eno od prič, ki pravi, da ga še danes boli glava tega, koliko na stotine ton fenola se je v sodih tam zakopalo. Fenol pa vemo, da je eden največjih strupov, ki uniči človeško telo. 1 gram ga je dovolj za smrt človeka. In ko bo enkrat rja prežrla sode, bo ta snov reagira na vodo, odlično se meša z vodo, je pa to področje, ki je izjemno vodnato in skratka te vode, ki se izcejajo, grejo potem v Drtiščico, v Kamiško Bistrico, v Savo, vse, kar se je skrilo v Moravče, se bo kot bumerang vrnilo vsaj polovici Slovenije. Zakaj ste Moravčani vse to dopustili? Prav, da ste 10 let že Moravčan, ne? Oziroma družina po mamini strani ste Moravčani. Gre za to, da je pač prejšnji župan bil na vezi z tem podjetjem, da je... Katerim podjetjem? Termit se imenuje, da je vodil njihovo igro, da je prikrival, čeprav je vedel, kaj se dogaja. Celo zanikal je, da se je zgodil... Pa je Moravčan on, ne? Pa je Moravčan. Ja. Leta 2007 so Moravčani odločno rekli na referendumu ne vsem odpadkom, kot da bi namesto rdeče posvetila zelena luč, in ta župan je skupaj s Termitom izigral ljudsko voljo in še takrat se začenja na 100.000 ton kotalic skozi Moravško dolino v Termit in zastrupljati prebivalce. In kakšen je zdaj tvoj načrt, Milan, glede tega? Moj načrt je najprej ta, da se... Prej si potožil zoper novinarje, ne? Novinarji so v tem času, se pravi nekateri na licu mesta ugotovili, imamo dokumente, imamo priče, vse to smo tudi predstavili ministru in ministrstvu. Lebno, ja. Tako je, če potrebno, gremo kamorkoli z našimi dokumenti, imamo trdne dokaze, dokumenti so verificirani, so uradni dokumenti. Naša naloga je, da se izvede zdaj skupaj s pomočjo ministrstva in ministra Lebna verificiran način inšpekcije, da pri tem tudi lokalni ljudje pomagamo, da priče povedo, kje so zakopane najbolj nevarne snovi, da se tam tudi odkoplje potem te nevarne snovi. Odkoplje in odpelje, kako? Najprej analizira in potem, ko se ugotovi, kaj je torej zakopano, da se vse te snovi, ki so škodljive, odpelje z Moravške doline. Ja, kaj boste pa naredili z bivšim županom, ki pravi, da je to vse dovolil v spregi z podjetjem Termit? Jaz mislim, da ko se bo ugotovilo, kaj je resnica, potem bo potrebno potegniti tudi odgovornost. Na politični ravni, kar se tiče bivšega župana, ki je odgovoren za to, kar se je dogajalo, in tudi odgovornost podjetja Termit, ki je toliko let govorilo neresnice, kaj se dogaja in varalo prebivalce Moravč in Moravške doline, kaj se dejansko dogaja. Govoriš o velikem biznisu, ne? Ja. Prihajajo celo iz tujine, ne? Odpadki, ne? Tako je. Kdo s tem služi? Kdo to dovoli in kdo s tem služi? To je celo omrežje, eni so rekli temu ekomafija, gre za tovarne, podjetja, ki v Sloveniji kot nujni proizvod proizvaja tudi kaj nevarnega, kaj strupenega. To se potem seveda koordinirano vozi s zelo pomanjkljivim nadzorom v Moravče in se mi zdi, da je čas, da temu rečemo ne, kajti Slovenija ni Afrika in tudi Moravška dolina ne bo več dovolila. Mi smo se zavezali visokim ekološkim standardom in se pravi, v skrajnem slučaju, če ne bo prišlo do premikov, smo pripravljeni iti v zgodbi do konca, preprečiti dovoz in tudi potem Slovenijo tožiti pred Evropsko unijo. Fizično preprečiti, ne, dovoz, ne? Če bo prišlo tako daleč, tudi fizično. Prišla sva do drugega oglasnega bloka, mislim, v težki občini si ne moramo reči, no, ampak se vrnemo k temu takoj po oglasih. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Milan, prišli smo do konca. Zdaj prosite za tvojo zaključno misel kot dolgoletnega politika in novopečenega župana Moravč.
Zaključna misel bi bila enostavna. Mislim, da se morajo Slovenci nehati bati sprememb. Spremembe so potrebni, če želimo boljše življenje. Sam bom poskušal kot župan pokazati en lep primer, kaj se da narediti z županskega položaja. Sicer pa razumem, da prihajajo tudi nove sile, ki bodo Slovenijo spremenile. Dajmo jim prostor, dajmo jim omogočiti, da naredijo nekaj dobrega za to državo. Zaključna misel pa citat enega kolumnista, ki pravi, morda bi pa Slovenija potrebovala več beležicev. Aha, vidim, da si, ne vem, zdaj si se kateri kolumnist je to rekel, ne? Boš povedal, ali kako? Lokalni kolumnist iz Domžalsko-Kamniških novic. Ampak vidim, da si v permanentni volilni kampanji, tako, ne? Drži, zdi se mi, da je to potrebno, kajti z politiko mora stati občan, občanka, treba je ves čas odgovarjati transparentno, kaj si delal, polagati račune in s tem dobiš tudi podporo. Dobre. To pa potem se mi zdi, da ljudje znajo tudi nagraditi. Mina, hvala, da si bil naš gost in želim ti veliko sreče in uspehov pri delu v Moravčah. To je bil današnji 232. Balažicov faktor. Mi pa se vidimo spet jutri ob istem času in seveda ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.